En lep sončen pozdrav s Konjskega vrha. Tokrat pozdravljamo štirje. Žiga za kamero, Dmitrij je pa tukaj. Tako. En lep pozdrav s Konjskega vrha, ja. In danes, ko je lep pomladni, skorajda poletni dan, sva rekla, da bova govorila o lepoti, ki rešuje svet. Dostojevski je rekel, da lepota bo rešila svet, ti si pa praviš prepričan, da lepota že rešuje svet. Kako to? Ja, lepota rešuje svet po vsakem izmed nas, če se dovolj nahranimo z lepoto, ne? Ker mi na nek način odsevamo to, kar nosimo v sebi. In saj sami veste, ne, ko greste v naravo, ko greste v gozd, ko vas objame tista sveta prisotnost dreves, rastlinja, živali, kamnin, ne, te to umirja. Prebuja v tebi nekaj lepega, blagospokojnega, ne. Ko se odpiraš v obnebje svetega, te to svetli, svetli misel, svetli počutje, premaguje tista tesnobna doživljanja. Mi smo le razpeti med lepo in tudi manj lepo, med dobro in manj dobro. In mi se moramo zavestno odločiti, da se bomo hranili s tem, kar prebuja v nas lepoto, ne, kot tisti indijanski poglavar, ki pravi, da ima vsak človek v sebi volka ali pa ovčko, ne. In v bistvu, kaj ti hraniš, ne? Ali hraniš v sebi zlovoljnost, se kar naprej hraniš z negativizmom, negativnimi informacijami, za nekatere je pač grozno, če ni nič groznega, ampak na neki način potem oni, ne, tudi ko pridejo na kavico, govorijo samo grozno, ne, in obremenjujejo, ne. Če se pa hraniš z lepoto, ne, in koliko tega lepega nas tukaj obdaja, potem spregovoriš o lepem, spregovoriš o vrtu, spregovoriš o tem, kaj si doživel v gozdu, spregovoriš o svojih srečanjih z živalmi in nenazadnje tudi z ljudmi, čeprav je pa seveda potem tu lahko problem. Kajti mi, ljudje, na nek način smo v odnosu realni, glede na to razpetost med dobro in hudo, in zato ob teh medosebnih odnosih potrebujemo tudi ta oddih, ne. Da greš v obnebje samo lepega, ne, ali v naravo, ali se odpreš v obnebje svetega, na nek način, da potem zmoreš to realnost odnosov, ne. Na eni strani imaš to več te notranje moči, da drugega prenašaš v njegovi realnosti, koliko se da. Po drugi strani pa si vendarle nahranjen s tistim pozitivnim, ki ga pa potem vnašaš v medsebojni odnos. Je pa seveda zelo pomembno, da se vsi hranimo z lepoto, da lahko potem odsevamo to blagost, prijetnost, umirjenost. Torej vsak mora za sebe dobro poskrbeti, ne. Ne bom rekel, da imaš pravico, da stopiš v to, kar te umirja, lepoto stvarstva, karkoli že, v svetišče, ampak imaš celo dolžnost, da ti je dobro, ne. Kajti tvoji bližnji, posebej najbližji, bodo okušali tvojo notranjo resničnost, ne. In zato se moramo hraniti z lepoto, ker bo lepota rešila svet najprej v tem manjšem obsegu, torej teh naših najbolj osebnih, medosebnih odnosih, v družinskih odnosih, kjer smo najbolj zaznavni, potem pa seveda s svojo resničnostjo, s tem, kar nosiš v sebi, vstopaš v območje tistih, ki so sopotniki tvojega življenja, ne. Zelo dobro se je hraniti z dobrim, ne, ter potem boš lažje o dobrem spregovoril in boš s tem dobrim najprej seveda tudi pred tem notranje podprt. Kje vse najdeš ti lepoto? Kaj je tisto, s čimer vse se ti hraniš? Ja, jutro začnem, ne, če preskočim te jutranje najbolj osnovne zadeve, ko se zbudimo, grem najprej v kapelo, ne. Tam se odprem v obnebje svetega in doživljam to, kar imenujemo Bog, ne, in je sveti, ne, zato so mu rekli, da zaznam to objetost v obnebju svetega, ne, ki me prebuja k meni samem, ki me opolnomoči, ki me umiri, ki me bodri, ki mi doda tistih moči, ki jih bom v dnevu, ki je pred mano potreboval. Potem takoj grem pa v hlev, ne, poln hvaležnosti za gospo Kapro, ne,
drug drugega, se naužijemo drug drugega v svoji resničnosti, ne. Zakaj grem prej v kapelo, ne? Sem rekel enkrat, žibinov zdravniku: "Če je kapra dobro, sem tudi jaz dobro, ne." Je pa on rekel: "Ne, če si ti dobro, bo tudi kapra dobro, ker je zazna tvojo notranjo resničnost." In poglejte, tako kot živali zaznajo našo notranjo resničnost in moramo za to poskrbeti najprej za sebe, ne, tako tudi vaši najbližji, ne. Otroci, sozakonci, partnerji, oni zaznajo tvojo notranjo resničnost. Tudi to, veste, okušanje notranje resničnosti se ne da na neki način prikriti z neko zunanjo dejavnostjo, ne. Otrok ve, čuti, živali čutijo, kaj je tvoje dejansko doživljajsko stanje. In zato se moramo dobesedno hraniti, imaš dolžnost, da ti je dobro, da se hraniš, da si vzameš tisti čas, ki ga potrebuješ, da se opolnomočiš v svojih notranjih razsežnostih, duhovnih, čustvenih, vseh tistih razsežnostih, ki se navzven ne vidijo, pa vendarle valovijo, ne. Saj je rekel Nikola Tesla: "Vse je vibracija, vse je frekvenca." Mi oddajamo, mi valovimo, svojo notranjo resničnost in bližnji so sprejemniki, ki jo zaznavajo. Tudi mi zaznavamo bližnje in zato vsak član družine ima dolžnost, da dobro poskrbi zase. Edino, če ste puščavniki, potem se lahko zamorite, ker ne boste nikomur škodili, razen rastlinam, ki bodo rasle okrog vas, ker bojo zelo slabo uspevale, ne. Pa samemu sebi. Ja, samo veš, nekateri, jaz opazujem, ne, nekateri ne zdržijo brez negativnih, novic. Eni morajo kar naprej videti nekaj, kar ni. Ampak to je ta potreba, veš, iz notranje zamorjenosti, ki jo hranijo, s tem, da kakor da nočejo pogledati to lepo, kakor da nočejo iti ven iz tega, kakor da so se preveč navadili, da mora biti nekaj grozno. In kot sem že rekel prej, in je za njih res strašno grozno, če ni nič groznega, ne. In mora pogledati ne vem koliko, Odmevov, poročil, ki se začnejo običajno z, nesoglasji, z negativnimi informacijami, ki jih izpostavijo kot atraktivne, ne. Zakaj bi se s tem hranil, ne? Se zavestno odločam, tudi ko poslušam poročila, samo ena radijska, in to jutranja, zdaj je to, ob 4, ne. Potem pa nič več. Saj ti vse strnjeno pove, kar že moraš, vedeti. Drugače pa, če že iščem informacije, ki jih preberem, ampak zakaj tiste, ki jih preberem? Ker uravnovešam, ne. Ti, če gledaš, televizijo oziroma poslušaš radijska poročila, ti oni servirajo, ne, tako ti v gostilni servirajo jedi eno za drugo in nimaš vmes nekega časa, ki ga bi mogoče potreboval, da predelaš dobro eno jed, tako ti oni servirajo eno informacijo negativno na drugo, na tretjo, na četrto, ti nimaš časa to predelati, se pa potem predeluje kasneje, ampak z odtenki zamorjenosti, z odtenki strahu, nelagodnosti, občutka nemoči in z vsem tem, ne. Zato je boljše brati. Ker ko ti prebereš eno informacijo, ja, ni mogoče najlažje, se pa odločiš, da boš si pa vmes naredil pavzo. Pa si boš pogledal neke stvari, ki so bolj optimistične, v naravi bodo vsekakor optimistične, ne. In se opolnomočiš, ne. Mi moramo sami skrbeti za notranje ravnovesje, duhovno, čustveno, tudi na podlagi tega, kar zaužijemo. Z informacijami, seveda pa predvsem s tem, kar gledamo, ne. Midva sva zdaj tukaj, Žiga je nastavil, kamere v smeri samo lepega cvetočega kapra. Če bi pogledali pa tukaj dol, je pa čisto razdejanje, še zdaj od povodnje in na oni strani prav tako. In zdaj, kaj bom zdaj gledal, ne? A bom se usmeril v tisto in rekel: grozno, ne, pa mene pozabljajo povsod riti, meni se niso nič, ne, niti ceste niso malo poravnali. Ja, kaj pa pol? Gledal bom to, kar je, ne, da se ne bom zamoril, ker mi se mimogrede lahko zamorimo, ne. Zato je sreča odločitev za pravo pozornost, za pozornost do tega, kar te krepi, kar ti daje moči. Ko si se pa opolnomočil, pol se pa lahko soočiš tudi s tistim, kar ti bo moči jemalo.
Ampak najprej moraš biti nahranjen, ne. Tudi tako fizično po eni strani, če nimaš telesne hrane, obnemoreš, ne, preprosto nisi sposoben opravljati fizičnih del, prav tako za čustveno, ne. Ti moraš vedeti, kje se lahko tvoje srce umiri, ne. Ampak pred tem, bom rekel, je pa duhovno, ne. Kajti človek, kot sem prej rekel, vsak izmed nas je razpet med dobro in hudo. Zato bom rekel, da je tisto iskanje osebne duhovne umiritve v stiku, kakorkoli to najdeš, ne, predhodno tistemu hranjenju na nivoju srčnosti, ne. Ker mi smo drugem vedno najbolj odprti in se lahko tudi najbolj prizadenemo. Zato je odvisnost zgolj od človeka nevarna. Ti moraš vedeti ob teh ljudeh, ki te imajo radi, ampak ti tudi zato najbolj pokažejo svojo doživljajsko resničnost in ko jim je težko, ti bojo zatežili, tako kot jaz zatežim. To pač tako je. Zato ne smeš biti odvisen samo od mene, ampak moraš ob meni poiskati tisto, kar je pa v znamenju lepote, kar te bo pa opolnomočilo, da me boste lažje prenašali, ko bom tečen, ne. Da ne boste padli v mojo sceno, ne, ampak da si boste takrat mislili, danes ima Karel pač težji dan, on mi samo sporoča svojo situacijo. Ampak to ne pomeni potuho, ne, ko smo rihtali komuno na Razboru in je bilo res ogromno teh, bi rekel, situacij, ki niso bile enostavne. Sem rekel mladim, ki so mi pomagali, ko vam bom težil, mi rečete, Karli, pojdi tja v cerkev, malo se uravnovesi, najdi pa pridi, ne. Ja, ne, da ne bi zvenelo sedaj, da imamo pa mi, da nas pač morajo prenašati. Ne, mi moramo poskrbeti, pridejo situacije, ko drugemu pač izrazimo tudi tisto tečnobo, ampak potem pa vedeti moraš, ne, da ne boš težil cel dan ali pa še več dni, pojdi in se umiri, ne. Najdi ravnovesje, ne se takrat dejansko naredi tisto napetost, ne. Jaz tebe prizadenem, ker sem tečen, ne, in ti potem seveda, ker sem potem pa ti mene nazaj in pol gremo ta ping-pong, ne, in gremo na čiste neumnosti, ne. Treba je takrat presekati, imamo čas 1 uro, 2 ure, da se umirimo, potem bomo pa mogoče to situacijo razrešili, če ne danes, pa jutri, ne. Vsekakor pa ne v stanju pregretosti, ne. Lepo je tisto, kar rešuje svet. Lepo je tisto, kar rešuje tudi naše odnose. In takrat si je treba, recimo, ko ni lahko vzeti čas za lepo, da nas to okrepi, da nam da moči za soočenje. In tu smo zdaj za nami, sicer je vrt, ne, meni to zelo pomaga, ko dam roke v zemljo, mati zemlja vedno razelektri. In zdaj tudi že mesec maj, čeprav ko to snemamo, so še bolj hladni dnevi, ne, stopi bos k materi zemlji, ker bo potegnila iz tebe napetost. Vsak izmed nas mora poznati orodja, ki te razelektrijo, ki te okrepijo, tiste načine, ko lepota, svetloba dejansko premaga tisto, kar je v tebi pa temačno in pa negativno. Treba se res dobesedno odločiti, da se bom hranil s tem, kar prebuja lepoto. Kajti samo s tem bom potem lepo in blago odseval tudi v medsebojne odnose. Ne mislim tukaj samo zdaj človek, ampak tudi kapro, rastline, vse nas zaznava, vse je v frekvenci in bo bolje raste in uspevalo. Predvsem bo po nas isto notranje spokojnost in zadovoljnost. In tega lepega je okoli nas zelo, zelo veliko. Ogromno. Zato je samo treba odpreti oči in srce. Ja. Enkrat je prišla ena oseba na pogovor, ki ni videla nič lepega, no. In je bila totalno zamorjena. Pa sem jo vprašal, tisto razmerje, ne, ko se je popolnoma nahranila samo s tem, kar ni, kako je ona uboga, kako je vse okrog samo grozno. Sem rekel, gospa, a vidite tisti grm? Je rekla, seveda je, kaj pa je pol nek grm? Sem rekel, poglejte, če bi vi bili v odnosu do tega grmička, ne, ampak ne samo do celega grma, če bi bili v odnosu do ene cvetice na tem grmu in bi jo meditirali, bi zrli v njo 10-15 minut, bi od vas bi iz te teme, v tej temi prebudila nekaj svetlega.
Ampak eni se zavestno odločijo, da ker so res strašno bogi, ne, ker je tu razvito, pa je tam razvito in da sem jaz najbolj bogi, ne, tega lepega pa sploh ne vidiš, ne. Glejte, sreča je odločitev. To, s čimer se boš hranil, to bo v tebi dejansko prebujalo fizične moči, čustvene, duhovne. In lepota dejansko prebuja lepoto. Mi se moramo zavestno hraniti. To sva se že govorila, 4, 8, 12. Če na dan ne ozavestiš 12 stvari, zakaj si kljub vsemu lahko hvaležen, kljub vsemu, ne, da ne bom, ker potem nekaj, ja, pa ti ne veš, kak sem pa jaz bogi, ne. Ja, vsak je bogi. Če boš ti zelo sam, kak si bogi, boš pa res zelo bogi, ne. Poznam invalide, ki so na bolniški postelji, ampak imajo tam rožice, imajo tam neko muco, imajo in vejo, so sprejeta svet in se hranijo s pozitivnim, da zmorejo dano situacijo. Saj vem, življenje ni enostavno, ampak če se pa ne hrani s pozitivnim, bo pa še manj. Odloči se, na kaj bom danes pozoren. Minimalno 12 stvari moraš ozavestiti vsak dan, da veš, boš tesnoben ali pa boš celo zbolel. Ne? Nam je pa vse samoumevno, ne? Da je toliko tega tukaj v krasoti, ampak tam veš tisto Jana, tisti grozni graben, pa mene pozabi, kako se jaz bo. Ne? Ne? Pa ti bom težil in ko boš šla od mene, boš rabila nekaj časa, da se zlufteš od mojega negativizma. Ne, jaz te bom povedal, kako je lepo tam na vrtu, pa boš rekla, jo, koliko spominčic imaš na vrtu. Ja, jaz mislim, da veš, da je dobri sosed korenčka pa peteršilja spominčica, ker zelo lepo v sožitju rasteta. Eni pa rekel, grozno, ni opleto. Jaz pa mislim, da so dobri sosedje. Zakaj pa ne bi moj peteršilj imel tudi kakšen šopek spomincic? Pa se šalim, ampak veste, življenje, če ga boš imel samo resno, se boš tako zamoril in kar je pa še hujše, moril boš druge. Ker hočeš samo dobro, boš kar naprej govoril to, kar ni dobro, in boš težil in moril in bremenil najprej sebe. Ustvarjen si za srečo. Končno se ozri v to, kar je lepo, hrani se in to lepo te bo dejansko opolnomočilo in bodo tudi tisti, ki živijo ob tebi, lažje dihali in lažje živeli. Ne samo ljudje, tudi živali in rastline. In tukaj lahko naredimo piko. Ja. Za danes. Jaz bi rekel 3 pike. To pomeni, ozrite se v to, kar je lepo in nadaljujte tole naše srečanje s pogledom na to, kar vas krepi in vam daje moči. Veliko lepih pogledov vam želim, ne prebujajo vas to, kar je lepo in vam želim, da to lepo in žlahtno čim bolj prijetno delite med seboj. Sedaj pa res pozdrav s Konjskega vrha. Od nas 4, ne? Žige, Jana, Kapre, mene in pa še marsičesa, kar nas obdaja, torej od mnogo čelo.